V našem studiu pozdravljam evropsko poslanko dr. Romano Jordan. Lep pozdrav. Dobar dan. Letos vemo, kako dolga je bila zima, zdaj pa se ni nič spremenilo, da bi nakazovalo na pomlad. Marsikomu je dalo to misliti, kje smo zdaj glede globalnega segrevanja. Je to že posledica nekih podnebnih sprememb? O tem bomo danes povedali nekaj več. In najprej me zanima, kakšno je stališče Evropske unije o nižanju emisij in kaj zdaj zdaj tu emisije, če smo govorili ravno kar o globalnem segrevanju. Mogoče, če to razložite na začetku. Ja, prav imate. Letošnja zima je bila res dolga, ker ni se končala, ampak pri naravnih pojavih, še zlasti tistih, ki so globalni, to pomeni, da zaobjamajo celoten svet, se žal ne moramo zanašati samo na lastne občutke pa na eno sezono, ampak moramo kar zaupati znanstvenikom, strokovnjakom, raziskovalcem, osebam, ki ves čas spremljajo, merijo, računajo, analizirajo in tudi politiki. No, moramo, se pravi, upoštevati in spoštovati stroko pri tem vprašanju. Zdaj, kaj pravi stroka? Stroka pravi, da se globalno segrevanje dejansko dogaja. Tisti, ki morda še ne verjamejo, naj si pogledajo morda kakšne satelitske posnetke Arktike, kako se tali led. Na internetu so dostopni tudi čisto navadnim ljudem, vsak nas si lahko to pogleda. In stroka pravi, da je globalno segrevanje predvsem posledica človekovih izpustov, se pravi izpustov toplogrednih plinov, od katerih je glavni plin ogljikov dioksid. No in razpadanje teh plinov v ozračju je počasno, zaradi tega govorimo o tako imenovanih zgodovinskih izpustih držav, ki so pač jih povzročale. To so pa države, ki so gospodarsko razvite, ker ta gospodarski razvoj od nekako 19. stoletja dalje pač povzroča te izpuste. In med te države seveda spada tudi Evropska unija, ki se problemu ne poskuša izogniti. Evropska unija ima nasploh eno izmed najboljših okoljskih zakonodaj na svetu. In na področju podnebnih sprememb lahko rečem, da je kar motor podnebnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem Združenih narodov, in ta pogajanja potekajo pod okriljem Združenih narodov zato, da bi čim več držav na tem svetu skupaj našlo nek dogovor, doseglo dogovor, kako bodo izpuste zmanjšale. Kajti, če jih zmanjšuje samo Evropska unija, ki predstavlja skupaj samo 11% izpustov, bo to premalo, ali pa lahko rečem nič. Skupaj morajo ukrepati vsaj največje onesnaževalke. To sta pa poleg Evropske unije vsaj še Združene države Amerike in Kitajska. In katera država, katero področje je najtrši oreh, ki zavira to okoljevarstveno zavedanje? Globalno, mislite? Globalnem smislu je pač tako, da države se zavedajo, da so te tehnologije, ki jih imenujemo v glavnem trajnostne tehnologije, dražje od teh konvencionalnih, že razvitih, da nekaj stanejo, in pravijo, da se niso pripravljene odreči svojemu razvoju. Takšen je recimo razlog Kitajske. Združene države Amerike pravijo, da ne bodo ogrožale konkurenčnosti svojega gospodarstva, če tudi Kitajska ne bo ukrepala na tem področju, in tako smo nekako zaviti v neko špiralo, kjer se države zgovarjajo ena na drugo. No, zaradi tega je Evropska unija pred nekaj leti sprejela tako imenovan paket podnebno-energetskih ukrepov, kjer se je sama zavezala, da bo znižala izpuste do leta 2020, da bo zvišala delež obnovljivih virov energije, da bo izboljšala učinkovito rabo energije. Vse to so ukrepi, ki pomenijo manj izpustov v ozračje, ki pomenijo manjši vpliv na globalno segrevanje. Takrat smo bili optimisti, menili smo in želeli smo si, da bi nam ostale države sledile, vendar se to takrat ni zgodilo. Sledijo nam počasi se premika v Združenih državah Amerike. Na Kitajskem recimo so obljubili v nekaterih najbolj razvitih provincah, da bodo uvedli enake politike kot v Evropi. Avstralija uvaja podobne ukrepe, vendar gre vse zelo počasi naprej. Znanstveniki nas pa opozarjajo, da bi mi morali ukrepati zdaj, in to je problem. Evropska poslanka dr. Romana Jordan, zakaj pa se na področju energetike v prihodnje zavzemate vi, ko govorimo o tem globalnem segrevanju, o podnebnih spremembah, ki jih povzročajo prav emisije? Energetika je tu izredno pomembno področje, prav imate, zaradi tega, ker največ izpustov se povzroči prav na področju energetike in tu moramo ukrepati najprej. Jaz se predvsem zavzemam za to, če zdaj govoriva o Evropski uniji, da
izvajamo že sprejete zaveze, da te zaveze do leta 2020. Sicer glede deleža obnovljivih virov energije v Evropski uniji smo na dobri poti, glede bolj učinkovite rabe energije bomo morali še pa kar veliko narediti. Za Slovenijo bi pa rekla, da bo pa oboje izziv. V Sloveniji moramo še kar precej narediti na tem področju. Sicer pa pravim, da moramo dejansko v Evropski uniji paziti, da uvajamo načela trajnostnega razvoja. To pa pomeni, da so naši ukrepi takšni, da pazimo na okolje in hkrati pazimo tudi na konkurenčnost gospodarstva in hkrati, če govorimo o področju energetike, pazimo tudi na zanesljivost napajanja. Se pravi, ne smemo se samo usmeriti na en vidik, ampak paziti moramo na vse tri vidike. In ko govorimo o konkurenčnosti gospodarstva, mislim seveda predvsem na ceno energentov, je pa to tudi konec koncev socialni vidik, kajti tudi družine ne smemo obremeniti z prekomernim plačilom energentov. Energija vendarle je tista osnovna dobrina, ki moramo omogočiti vsakemu gospodinjstvu. Evropa bo stopila enotno pri energetskih izzivih. Na kakšen način in zakaj je to dobro, da smo povezani? Ja, za enkrat do leta 2020 imamo na tem področju že sprejete zaveze, ki jih moramo uresničiti. Predvsem je zelo kratkoročno največji izziv dejanska izvedba notranjega trga do leta 2014 in potem velika vlaganja, ki so potrebna do leta 2020. No, vendar pa za energetiko leto 2020 ni neko načrtovanje, to je za energetiko že jutri, kajti veste, te elektrarne, ki se gradijo, imajo življenjsko dobo 30, 40, nekatere 50 let in zato se zdaj že intenzivno pogovarjamo o tem, kako oblikovati naslednje zakonodajno obdobje, ki je za nas od leta 2020 do leta 2030. No, tu na tem področju pa se jaz zavzemam za to, da se zakonodajo poenostavi. Jaz mislim, da je sedaj bistveno preveč zahtevna, zapletena, da se določene zakonodajne direktive in pa uredbe med sabo prepletajo in medsebojno vplivajo ena na drugo tako, da potem določeni inštrumenti ne delujejo na tak način, kot smo si želeli takrat, ko smo jih oblikovali. Recimo mehanizem za trgovanje z ogljikom ima zdaj le čist prenizko ceno ogljika in jaz menim, da je to predvsem zaradi te zapletene zakonodaje. Zato se zavzemam, da bi pri tem, ko govorimo o letu 2030, to zakonodajo poenostavili in gospodarstvo ne bi obremenili z zelo veliko raznimi pravno zavezujočimi cilji, ampak bi pokazali, kaj je naša prioriteta, to je na področju podnebnih sprememb znižanje izpustov, postavimo ambiciozen, vendar uresničljiv cilj za znižanje izpustov do leta 2030, potem pa pustimo več svobode potencialnim investitorjem za odločitev, kam vlagati, da se izpusti dejansko znižajo. Kakšen pa je položaj Slovenije, kje smo mi najbolj šibki v odnosu do okolja in kje so za nas prednosti na področju energentov? Pri Sloveniji je predvsem to, kar sem že omenila. Slovenija ne izvaja dobro te zakonodaje. Mi bomo morali povečati delež obnovljivih virov energije, tako kot smo obljubili. Morali bomo izboljšati učinkovito rabo energije. In če govoriva zdaj o energetiki v povezavi s tem, jaz mislim, da moramo v Sloveniji končno enkrat pripraviti nek nacionalni energetski program, ki bo dejansko zasnovan na realnem stanju, ki bo kazal smernice razvoja energetike v prihodnosti in ki se ga bomo potem tudi kot država v prihodnosti držali, da se nam ne bodo kar dogajali neki projekti, s katerimi potem za nazaj seveda nihče ne bo zadovoljen. Predvsem mislim to, da potrebujemo nek realen nacionalni energetski program, ki se ga bomo potem tudi držali in mislim, da znotraj tega programa je pa seveda treba prepoznati trajnostni razvoj kot priložnost, kajti Slovenija ima
potencialno predvsej obnovljivih virov energije, ne samo vodno energijo, ima tudi recimo biomaso, ima na določenih področjih tudi geotermalno energijo, da se te naravne vire izkoriščati ne le kot energetske vire, ampak predvsem kot vire za razvoj gospodarstva, kot podjetniške priložnosti, ampak prepoznati jih moramo in seveda temu primerno potem tudi oblikovati spodbudno okolje. Uspešno delo vam želim, ker od tega področja je odvisna v precejšnji meri tudi naša prihodnost. Bo lepa ali ne? Hvala lepa. Ja, to področje vpliva na to, v kakšnem okolju živimo, kako zdravo živimo in tudi kakšne bodo naše priložnosti za zaposlovanje v prihodnosti. Evropska poslanka dr. Romana Jordan, hvala lepa za pogovor. Hvala.